Zalo poznamo Jakoba Sketa, ki je bil doma v Mestinju pri Rogaški Slatini. Vsako leto je tukaj. Če gremo naprej proti vzhodu, v Rožo, je Bistrica v levi strani, Osojščica, če bo že kaj vidna, Osojske Alpe. Samo na Koroškem, približno 45 000 jih pa zna slovensko, ampak ali nočijo, ali so izmešanih zakonov nekega razvoja. No, včasih so se pa malce pohecali, da Jugoslavija je bila vsem bolj bogata kot Avstrija, ne? Zakaj? Ja, oni imajo beljak, tle Jugoslavija pa jajce imela, tako da malce... V srednjem delu je znameniti Marijin otok, ki to ni več, danes bo tukaj kar precej živahno. Jezero izoblikoval Dravski ledenik, poselitev tukaj pa gre tudi že v predkeltsko obdobje. Neko večje krčenje gozdov pa v keltski dobi. Voda je zelo čista, župan Vrbe je popil kozarec vode iz jezera in s tem pokazal, naj ljudje pridejo, če je voda tudi pitna. Zelo dobro so speljali kanalizacijo okrog, od Poreč, Sekirce in drugih. Če gledamo tako naprej proti vzhodu, je potem Štajerska z glavnim mestom Grazem, drugo največje mesto v Avstriji, potem je Gradiščanska. Gradiščanska je bila zaradi dogodkov po prvi svetovni vojni kar precej spremenjena, ko je večji del madžarskega prebivalstva prišel tudi pod Avstrijo, tako da madžarskim Korošcem. Hrvaška pa ni tako problematična, kar se tega tiče, in tudi mnogo lažje pridejo zraven. V avstrijski vladi so pogosto ministri in državni sekretarji. Spomnimo se tudi kanclerja Sinovca in še kar nekaj, ki imajo te hrvaške korenine. Jaz upam res, da se potem sonček nadaljujem. Potem spodnja Avstrija, Sankt Pöltnom, glavnim mestom. No, tam je tudi kraj Amstetten, ker je po mnogih škandalih znan bil, a ne? Samo Jozefa Fritzla se spomnimo, a ne? Dunaj ima poseben pomen Italijo, ki je zelo v okrnjenih mejah, potem ko je Italija velik del dobila po Gledajte zdaj desno, čez jezero vidimo to novo dvorano, ki je bila za evropsko prvenstvo v nogometu narejena. Švica in Avstrija sta pred kratkim gostila prvenstvo. Ciljev. Celovec je manj staro mesto kot Šentvid ob Glini, kajti 1518 leta, to je eno leto pred smrtjo znanega velikega cesarja Maksimiljana, dobijo v posest Celovec koroški deželni stanovi. Ko bomo šli, ko se bomo peljali proti St. Georgnu in proti Šentvidu. Golica, avstrijska Koralpe, Svinje planina severne in spodnji odrazki Krških Alp, pa potem do Beljaških Alp. To so meniki Koroške osrednje doline, ki je po površini večja od Ljubljanske kotline, če tako zdaj primerjamo, pač pa ima manj. Cesto, tako da je dovolj WC-jev, je lepo. Potekala, tako da tudi Blunčka. Svinja planino, gor v hrib, tako da v tem delu potem ne gre. Zato, ko se bomo direktno
Štajersko. Tudi na Kokre, tam je deželni kamen, tam je šel v Kanalsko dolino. Poglejte, če dobro gol pogledate na Golico, avstrijsko Golico, na vrh je vse lepo vidno, tudi ta koča. Z druge strani nad Muto je pa ta Bistriški jarek, kjer je ta velika hidroelektrarna s tem sistemom, zaradi katerega prebivalci na naši strani precej trepetajo, če kakšne sirene napačno zatuljo. Kot Szentandrás, tudi Szentandrej imamo ob Osojskem jezeru. Potem pa nemški deželni gospod podeli ta prostor Avguštinom. Ustanovi se Avguštinski samostan in sredi 12. stoletja, kmalu na to pa tudi že škofija, Lavantal ali Labotska škofija, stara škofija, rekel sem pa že prej, zaradi meja, ki so se tudi škofijske meje v smeri proti Štajerski. To je stara cesta tudi proti Celovcu, mi pa gremo proti samostanu St. Paul. Če ste pogledali naš program, moč besede, zato je nemogoče, da bi kar na hitro preleteli. Zato si boste lahko ogledali tako pomembne stvari, kot so recimo Mercatmanove palice, pa Adelaidin križ iz 11. stoletja, ki za res čudovito srednjeveško staro uprizoril to delo tukaj narejena. Recimo Ambrozijev kodeks, ki naj bi bil izredno zanimiv in star, potem preko srednjega veka, ker marsikatere stvari nas dače ogledati, razen tistih nekaj nacističnih let in nekaj let južefinskih reform, ki pa za razliko od tega za ogromen kompleks. Tukaj spodaj na tej strani so parkirišča, zato tega, ker res zanima, bo 2 urce 1, 2, 3 minilo, pač pa res gre za veliko evropsko razstavo iz vseh delov Evrope praktično so prispevali k temu, da je ta razstava tako uspela in tudi po gradbeni fazi je bilo ogromno priprav. Res gre za kulturni dogodek prve vrste. Če ste mogoče včeraj sledili kaj Orf, bo danes res tudi prav zvečer. Zdaj vas bi lepo prosil, veliko lepih stvari bo že v poti, ko bomo šli gor, lahko začasno parkiramo gor, tako da nas lahko zloži, ker se bi res namatrali, da pridemo do gor. Prej do kasneje si boste lahko tudi tega. A smo slišali? 5 minut do 12 čez eno. Ne bo narodno. Včasih kdo ne upa priznati, da malo težje hoče, ne?
potem pa grobnice 13 Habsburžanov. Ko so bili izgnani benediktinci v času jožefinskih reform, se vrnejo iz Blazijena, prva vrnitev je bila iz Hiršhausa, druga iz Blazijena in prinesejo posmrtne ostanke Habsburžanov. To so zgodnje Habsburžani, ne? Vemo, da imamo na Dunaju cesarske grobnice, ampak to je za zadnjih 400 let. In tudi desno od glavnega oltarja boste videli to, pa še v stranski ladji lep primer slikarij. Slab zrak je, ja. Ja, filme delajte, ne? Kako? Filme delajte. A ja, kot tole. Seveda. Kaj bil, kakšen groben si bil? Ja, se je, kako.
Das ist mein Rom. V redu. Es war es, als ich Prefectus Urbi von Rom war. Und es ist es heute, wo ich Bischof von Rom bin. Als ich im Jahre 575 das damals höchste Amt eines Senators von Italien zurücklegte und mich für ein Leben als Mönch entschied, wollte ich den Spuren eines To je spodnica. Evo. A tale znak. Ein Mann um die 20, allein in einer immer noch pulsierenden Stadt. Oder? Na. Ich weiß nicht, aber jeder. Na, das ist ja anderes. Na, das ist anders. Über Cola schaut das steht wirklich wie Cola. Šli ponovadi konc tedna tudi odprt, tako da ne bi zdaj posebej postankov za WC delali in se bo dal tudi skupaj to narediti. Se proti vzhodu vleče vse do Dunajskega gozda. To je glavni del alpskega sveta Avstrije. Več kot področje je zagotovo zelo zanimivo. Legend so se zelo znašli. Karla Prušnika, Gašperja, Zilsko četo, vse ostale so dali kot borce proti nacistom, a ne? To jim zelo pomagali. Avstriji to zelo pomagali, da so jih lepo dali naprej. Potem so pa partizanske spomenike zelo radi v luft metali, v Celovcu, Velikovcu, to se je dogajalo. To je pač stvarnost Koroške in prav je... Se straniče iskali, когато smo tukaj gor, je rekla, nič nismo vedeli. Da morali se pa tukaj dobro. Pa med temi smo videli vse zaprti. To je zadnja postaja, ne? Slovencev. Ja, najvišja. Najvišja. Daleč, najbolj proti severu. Ja, neki so... za zavarovanje dopolnikov. Ampak neki plačujejo za strehe, pa to pri Stiškem samostanu vem, kaj so nekaj plačuvali. Takole, a smo mu... A nimajo tam tisti blud, da je takele... Ja, sam tam ni proti turškega taboru. Ja, tole take krize. Ja, tako. Johana Bazan, ta pa je slovenski. Kako se reče? Kaj? Tele križo. Ne kreje, ti skreje. Heiligen Blut. Ja, to nikoli ne bi. Glejte, jaz na pokopališčih ne bi bil prav...
prisluhnimo, da tudi kakšno besedo slovensko spregovorimo. Videli smo kraj, napisne table za kraj niso več v slovenščini, a ne? Tukaj pa še vedno srečamo, gledajte, križopotje, zadotni slovenščine, potem molitvenike in maše in to imajo še v slovenščini še vedno, a ne? Ne glede na število prebivalcev, ker res izredno sumimo na to, da zagotovo več ljudi zna slovensko, kot se je to v zadnjem popisu izreklo. Rekel sem že cirka od 13. do 18. stoletja. Ta zadnji izgled je gotski, se vam takoj pade, ne, noter že te štukature od strani, od orgel do brižnice, stranskih in glavnega oltarja. Glavni oltar je seveda Svetemu Martinu posvečen, a vidimo tam gos ob njeno, ne. Še nekateri drugi pomembni priročniki so Sveti Martin prosi za nas, ne. To je latinski napis. Stranska oltarja sta posvečeni, ne vem, zdraviliško, klimatsko kraj, ki je že v znamenitost naj bila tudi cerkev Janeza Krstnika. 24. junija kdo je. Podknez, ki je star že 88 let, si je dal pred leti dvigalo narediti, ki gre skoraj navpično gor do vrha. Grad ne smejo oddati v najem, prodati, nič ne smejo z njim narediti. Tako je bilo sklenjeno že v 16. stoletju. Vse druge gradove so Kevenhüller izgubili, ta je pa njihov matični grad in kot tak mora ostati. Grajen v času protestantskega deželnega glavarja Kevenhüllerja, Georga von Kevenhüllerja. Turki niso uspeli prebiti teh 14 obrambnih vrat, tu kar zdaj vidimo, približno so 4., 5. vrata, do drugih vrat so prišli, 3. so poskušali, pa ni uspelo. Lepo se počasi vzpenjate, 20 minut. Če je pa kdo, ampak takih med nami ni, malce bolj nore narave, gre pa po Narenštik, po tej poti norcev, lahko naprej in se dejansko vzpenja po tej poti, ki je pa resnično zelo, zelo nevarna. Grad sam je zanimiv, tudi slovensko vodstvo imajo, gospod Manfred to lepo vodi, tako da, če se še niste ogledali tega, če greste težko v hrib, vse je možno. Z avtobusom se pripeljete do parkirišča, greste ali z dvigalom ali peš, do jezero se vidi, Legze, pred nami toplo, je najlepših, najbolj čistih jezer, pa golf igrišče sem že rekel.
z 18 luknjami, tako da mi se bomo potem tudi ob jezero popeljali. Zdaj pa najprej do samostana. Imate kopalke samo? Se ni meni rekel, ne? Se vem. Kar naprej še stopite malo. Takole. Zdaj tisti, ki imate radi sonce, se mečkaj naprej pomaknite, tisti, ki imate radi sence v tle. Današnjega programa. Med leti 1002 in 1008 je bil tukaj ustanovljen ženski samostan, zelo lep, pomemben samostan, ki ga organizirajo sestre iz samostana Nonnberg v Salzburgu. Če ste kdaj v Salzburgu na Trdnjavi, tako levo pogledajte ta najstarejši del Salzburga Nonnberg. Ustanoviteljica je bila Hildburg, pravo tisto staro nemško ime, in seboj je potem za seboj je potegnila mnogo žena iz tega samostana. No, potem se je marsikaj tukaj dogajalo, v času reformacije je samostan skoraj propadel, vendar se v 17. stoletju ponovno dvigne. Na to Tam je on... Ja, tam dol pa neče vidim. Vidimo, da jih je ogromno, poglejte, od pomorov. Bolj, ko so severnjaki, manj so občutljivi tudi na temperaturo vode, tako da naša včasih pri 25 stopinjah zmrazi, Bolj, ko gremo proti severu, so kar zadovoljni samo, da je 20 ali pa kakšen stopinja več. Tipično jezero, ki je izkoriščeno do kraja. Zdaj, če primerjamo z Bledom, ki je tako slavna, ima zagotovo manj kopalcev kot to jezero. Približati se bomo Gosposvetskemu. Problem in dol in tukaj, tako da bomo šli pešni nič dlje, ker je z druge strani parkirišče, se bomo na desni strani videli, samo tukaj vozi parkirati, tukaj za avtobuse samo preko proge, ampak bom šel z vami nazaj. Ostali, kar v sencu se ostali postavite.
bi raje šli v senco tjele za kraja, ne da? Zdaj bomo dali takoj čoško. Če so skupine najbolj pošeljno, da imajo playliste. Imajo, samo nekaj pesnikov. Zato so dali zaščito. Če pa dobro desno pogledate, je pa močan zdraviliški kraj, a vidimo koliko zdravilišč. To poletje se v njem zdravile tudi zelo znana osebnost Avstrije, to je od pokojnega avstrijskega predsednika Thomasa Klestila žena, sta se sicer ločila pred 11 leti, on se je svojo sodelavko na predsedstvo zapletel, vemo, da je v zadnjih dneh, ko je bil predsednik še umrl, tako da še za časa svojega mandata, ona je pa doživela tudi zdravljena po tem, ko se je odkrila raka in se je kar dolgo časa tukaj zdravila. Govorim zato, ker gre za eno eminentno zdravilišče, več kot 200 tisoč ljudi obišče, zelo bogato je železom, tudi vse skupaj v mesto spominja na to železovo zdravljenje železom ob tej železni cesti nekdanji. Je dejansko že 715 metrov nad morjem. Nina Trdnjava, tle je nekje bolj privatni sferi, ni za obisk Tomaža iz Canterburyja. Takole Poroke. Po želji, sicer daleč ni več, ko ste pogledala sama, štartamo čez pol ure približno.
dopust je drugačen. Tako da še nekaj časa in bomo tukaj potem tudi v kratkem dosegli Krko, 13 km je, Župnijo in Škofjo Krka. Poznajte zmanjkar? Beograd, pokojnine dobijo pa tle. Tako pa policija. Ne policija, jaz bom hvala umrl. Zakaj pa? Veste, kje so že bili moji sinovi? Jaz sem vem, da sem položnico dobil. Jaz sam vem, da ponovadi, ker jih kam peljem, imajo vsi več žepnine sabo, kaj jaz, oziroma jo več porabijo. Ja, to je pa dejstvo, Ne, se je značilno za mlade, da imajo več denarja. Ker je bil zastrupljen in so njegovi učenci dokončali. Blei vergiftet, ja. Ja, s svincem. Blei giftig ist und er wusste nicht, dass das so gefährlich ist. Die Tafeln auf der Kanzel sind auch von ihm geschrieben. Aha, na prižnici je tudi njegovo delo. Auch dazu gleich, ja. V 18. stoletju, sredi 18. stoletja. Die Tafeln mit der Geschichte von Heiligen Hemmer sind da oben und erzählt die Geschichte hier und sie schauen sich's an beim Vorbeigehen. Aha. Ist das in Ordnung? Hier. Ja, da hinten auf der Wand. Tamle je zgodovina o sveti Emi, nam bo na kratko povedala. Od 1626 do 1632 leta. Les je iz lipe in potem pozlačen. Ja, iz lipe in pozlačen. Man sieht am Aufbau vom Altar auch den Aufbau der katholischen Kirche. Iz tega je razvidna zgradnja katoliške cerkve. Unten die 4 Apostel. Spodaj so 4 apostoli. So die Namen auch. Ja. Matthäus. Matej. Markus. Marko. Lukas. Johannes. Janez. Evangelisti so to. Ne apostoli. Evangelisti. Apostola 12, ne? Ja, ne hote, a veste. Dobro. Habe ich es falsch gesagt? Habe ich es falsch gesagt? Nein. Okay. Aha, okay. Teh 12 tukaj je apostolov, za evangelisti so 4 cerkveni očetje. Ambrož. Deshalb, weil die Kanzel in der Gegenreformation entstanden ist. Ker je prižnica na... Kar več,
Gospo Sveto. Glejte, pred nami gospa Sveta. Modest pride sem v drugi polovici 8. stoletja, tudi njegov grob je tukaj. Imaš par izraven. Imaš par zraven pred. Z avtobusom do tistega platoja, potem pa greste naprej z dvigalom in imate izredno lep pogled tako na Vrbsko jezero, kot tudi Hudiško in ostale jezera v pokrajini.